se bile tekme za svetovni pokal tle. Ravnina malo desno, stol, no to je pa zdaj ta pogled. Tle jih je po mojem še največ. Aj, kakšna barva. Živijo. Evo mene spet v hribih, oziroma pod hribi, se pa nahajam v Jeseniških Rovtah, vsaj domačini temu tako pravijo, uradno je pa to zdaj planina pod Golico. In ne boste verjeli, kam gremo, na Golico. Tukaj v Jeseniških Rovtah ni več narcis, so pa na Mali Golici, se jih pa prav od tle dol se vidi, da je vse belo, tako da bo ful dober. In pičimo gora, ne. A ja, še to. Pol se bomo pa v bistvu v Javorniške Rovte dol spustili, tako da ne bomo gor pa dol po isti šli, ampak bomo v bistvu obe poti obdelali, ki sta primerni za na Golico skočiti, no, oziroma primerni, najbolj priljubljeni. Kljub temu, da je med tednom, torek je danes, pa je prav neverjetno veliko avtov, tako da ne bom prav sam. Tukajle se pa sankaška proga konča pri jamah, ne vem kakšne jame že, malo kasneje tamle gor preberem. Glavno pa tukajle pa pozim sankanje. Ja, Savske jame. Naravna sankaška proga. Včasih je bil tudi tle, se bile tekme za svetovni pokal tle. Sankaška proga gre naprej, mimo šli pa tle levo. Oziroma tudi naprej bi se šel lahko. Stara rudna pot. Če je bil tukaj rudnik včasih. Mi gremo pa kele gor. Sem se spomnil, da bi tlele še en slap mogel biti, pa grem pogledat, ker mislim, da ni prav daleč. V bistvu, če gremo po markirani poti, ga vidimo. Prav zanimivo, tle sem šel že dvakrat gor, pa se ga sploh ne spomnim. Pot je itak zelo lepo označena, tudi shojena, pa tudi nič kaj dosti ni izpostavljeno, oziroma minimalno. Ja, plan je pa tak, no, v bistvu šel sem s staršema, še babico smo s sabo vzeli, ker je ona v Javorniških Rovtah, kjer je pol moj cilj odraščala in zdaj so oni v bistvu z avtom tja šli. Jaz skočim na Golico, grem do Javorniških Rovt, vse skupaj posnamem, po Javorniških Rovtah se še v rezervoar, v jezerček, v jezer vržem, da se malo osvežim. To je pa to za danes. Sledimo markacijam, je pa neverjetno, ful veliko je tudi avstrijskih avtov bilo dol, pa hrvaških, predvsem hrvaških. Tole pa spodnja postaja žičnica za na Kočo pod Golico. Gremo lahko zimsko pot ali pa klasično. Mi gremo ta min Koče, tako da gremo tle mimo. Za kratek čas se malo poravna, pa spet na Ukrebar. Ja, no tole bo malo približal, pa se bo verjetno videl narcise. Tole je Koča, razgled na Plavški Rovt pa na Jeseniške Rovte. Tamle Triglav, narcise so pa tlele gor. Če hočete pa res velik narcis,
Pa bo treba pa na Malo Golico, ki je tle desno. Bomo šli za dol. Tle pa zdaj prav užitek, čeprav pravko na srce je bil že dol. To je pa stol drugače, oziroma pobočje stola. Pri koči se pa ni treba še najbolj veseliti, da smo že na vrh, ker tukaj nekje preko dobre pol potino. Evo, še Klobca ljubezni. Tam smo rekli Triglav v oblakih. Pa Škrlatica tudi. Tukaj naravno zdaj Bled, zadnji je Lovica. Greben stola smo rekli. Mala Golica in Koča. Gremo počas naprej. Takole je pa pred Kočo med tednom. Čez vikend so pa vse tele klopce polne, pa še po tleh je polno. Tako če le lahko pridite za vikend, ali med tednom. Čeprav je tudi po poti gor, vidimo ene par narcisno, ampak sem jaz raje za dol ustavil, ko bomo šli čez Malo Golico, tam jih je res, tam so res preproge. Tukaj je bolj žalostno. Nisem narcis, sem tudi malo grmovje pa rožice plave, ker ne vem, ko se imenujejo. Drugače pa tlele zgleda precej blizu, ampak malo pa se vleče. Naš cilj. Ja, to je pa Dravska dolina. Na vrh je pa vedno še kakšna zaplata snega. Travca pa kot bi jo en urejal. Evo, pa začnejo panoramo. To naravnost, ta visoko od zadnji je Ratitovc. Gorenjska ravnina malo desno. Stol, vrtača zadnji. Tamle je greben Šute. Dravska dolina. Tamle zadnji se Davuško babo vidi. Pa spet Julijske Alpe. Zdaj gremo pa čez Malo Golico, pa dol proti planini, oziroma proti sedlu, mislim, da je Suha, pa naprej proti Javorniškim rovtam. Še malo pa bomo na polih narcis, oziroma ključavnic. Drugače je tlele že vse belo, kadar cvetijo, ampak zdajle so še, večina jih je še zaprtih. Tako da tudi, jaz sem tlele konec maja, tako da tudi če boste šli še začetek junija, boste tlele na vrh lahko kakšno lepo fotko naredili ali posnetek. No, to je pa zdaj ta pogled. Optimalno je drugače, po mojem, če se gre iz Javorniškega rovta, pa se gre gor po tej zgornji poti, dol se pa vračamo pol po spodnji poti, se pravi do Koče, pa pol levo proti sedlu Suha. Zato bom pa jaz zdaj tudi kar tlele nekje bom dol urezal, pa šel na spodnjo pot, da vidimo še malo več narcis. Ja, zdaj grem pa dobesedno med narcisom.
oziroma ključavnicam. Bo babi jezna, ker narcise govorim. Kakšen pogled. Stol v ozadju. Tle pa tudi kar dober. Takole pa šel do spodaj navzgor. Pogled. Lovci na lepe fotografije. A bo, kakšna dobra fotka? Bo, to ne šlo, že gre. Mora biti. Evo, še en lep posnetek. Tudi spodnji je en del mal zoprn. Tako ozka potka pa malo drsino, tako da pa še potka malo navzdol nagne. Tako da imejte čevlje s profilom. Posebnost teh ključavnic je pa to, da zelo lepo dišijo. Ostale narcise praktično nimajo vonja. Še ena posebnost pa je, da imajo toliko ozko tole, ker imajo te prašnike noter, da jih žuželke oziroma čebele jih ne morejo prašiti. Zato se jim pa tudi reče ključavnice, ker imajo zaklenjene prašnike, ne, za čebelce. Tle jih je po mojem še največ. Pa se jih najlepše vidi. Hrvatov je pa toliko danes tle gor, da bi imeli praznik ali ima pa športen dan, obisk Golice. Kele smo pa namenjeni. Pusti road. Prav cajt smo se namenili sem na Golico. Sicer tako, kot sem rekel, mogoče, če bi še kakšne 3-4 dni kasneje bi bilo še boljše, ko bile gor vse odprte, tukaj pa tudi, če ne bi odsvetele. To je to, zdaj smo pa že skoraj na sedlu Suha in gremo počasi proti Javorniškim rovtam. Tukaj sem pa spet prišel na uno pot, ker sem šel prej po vrh grebena, pa gremo proti sedlu. Tale začetek od sedla gor se kar precej vzpne. V mojem primeru, ko grem pa dol, se pa spusti. Za dol je bolj prijetno. Evo še ta zadnji pogled na slovensko deželo, severno od Karavank. Da gremo pa tlele po cest naprej. Evo, približno 1 uro smo do Javorniških rovt. Tamle gor je pa spomenik zrušenemu avionu v drugi svetovni vojni, je tlele ameriški, mislim, da bombnik, da je tlele strmoglavu. Drugače pa najbrž ste videli, da je na sedlu Suha se da z avtom pripeljati. In to je tudi najvišje izhodišče za Golico, če ste bolj med lenimi ali pa če niste prav v dobri formi, je to tudi varianta. Zanimivo, tamle gor na sedlu je pisali Javorniški rovt 1:25, tle pa 1:25, tako da zgledam napačen smer hodim. Tukaj desno se gre pa za Jeseniške rovte po drugi poti. Se pravi, greste lahko tudi krožno, ne. No, pot od sedla pa do semle je malo dolgočasna, približno 1 kilometer ceste. Tle pa pol spet pridemo na planino, Pusti rovt, ki je moja babi pasla krave, ki je bila majhna. Glikar smo bili še med belimi rožcem, smo že med rumenimi.
Tole je pa za krave vodo, da jih lahko napajajo. Evo spredaj rumen Pustrod, zadnji pa bela Golica. Na koncu pustega rovta je treba pa iz ceste zaviti in v gozd. To pa ni hec, ko ima tle zdaj mašine za drva vleči. Tlele s ceste imamo pa kar direkt dol pičil od ceste naprej slinijo pa tem markacijam. Lanskrat, ko sem tlele hodil, sem tole pot pomenoval pod 100 potočkov. Pa glede na to, da je letos bilo še kar veliko več dežja, kot lansko let, letos mislim, sigurno ne bo nič drugače, oziroma bo še več tega. Evo, ena planina malo nižji, ob poti so pa narcise že odcvetele. Malih je še tamle gor, so bolj senčki. Tlele potka ni toliko dobro hojna, seveda, kot tista iz jeseniških rovt, ampak ni pa nekega problema. Evo, potočki pa od povsod teče, tako vsake 20 metrov je ena mini strugica. Naravoslovna in rudarska učna pot je tle. Tukaj ima drugače baron Žiga Zois imel tle kar precej roko čez te rudnike. Prečkamo potoček, hop, še ena tabla in pa gremo kar naprej. Si pa lahko mislite, koliko sem po tej potki do zdaj ljudi srečal. Po uniji prej, ko sem šel gor, sem jih naokrogel, bom rekel, 40, tle pa 2, pa še to do pustega rovta. Je pa tukaj ful luštno hoditi po tem delu Karavank, ki je res veliko vode in tudi poleti, ko je vročina, težko ostane žejeno. Teli potki se boste kar fino skakljali, skozi se treba preskakovati vodo, pa blat. To levo so pa že travniki pristave in zdaj, če bi šli tle naprej, bi prišli do ceste in do konca te učne poti, in pa kar tle je urezal dol proti Zoisovi koči oziroma proti temu domu na pristavi. Pravljica, pravmer, kravice, vetrček, sonček. Kar dobro izgleda tle na pristavi. Je pa tukaj drugače brat od Žige Zoisa je bil botanik in je tukaj polno enih dreves, takih, pač ta brat je tle živel in je polno enih takih eksotičnih drevesno iz celega sveta. Tukaj so tudi 2 bajerja, bom šel malo posnet. Evo ga prvi bajer, a malo nižji še drugi. Tako, kot sem rekel, en kup takih res mogočnih dreves, pa zelo eksotičnih tudi. Takole so pa drevesa tudi označena. Tele dve sta prav mahkine, prav mogočne. Takole, to je pa moj cilj, dom na pristavi. Sicer bom skočil še kele do jezera oziroma do doma Trilobit, kjer je zajetje vodno in tam bom tudi zaključek naredil. Kaj tazga pa ne vidiš prav dostkrat, ne? Tukaj je pa že jezer spodaj. Gremo pogledat. Evo, tole pa jezero
na pristavi oziroma v Javorniških Rovtah. Domačini so mu rekli rezervar, na koncu je pa tale, kaj je, elektrarna. Tele pa res mrzla. Pa drugače tale tudi izhodišče za stol. Bomo šli enkrat eno super krožno turo, sem šel enkrat tlele. Evo, s tole kuliso, da imamo pa še en zaključek narediti. Golica je 1835, mislim, da je visoka. Gor naj bi se rabili slabi 2 uri pa pol, tudi dol nekaj tazga. Tako da to, kar sem naredil danes, je en tak lušten sprehod. In zdaj v tem letnem času res, ker narcise cvetijo, vam priporočam, če imate le možnost, da greste gor med tednom. Med vikendom mora biti res noro. To je to, drugače pot enostavna, družinski izlet lahko, razgledi fantastični. Tudi zajest imajo dober in tle na pristavi imajo sploh dober zajest, tako da vam ful priporočam. Je pa ta pot iz pristave gor je meni boljša za, če hočete res med narcisami se sprehajati, no. Tam, kakor številke smo šli gor, pač greš praktično mimo narcis in ne vidiš tega, kar večina pride pogledati, no. Tako da, to je to od mene za danes. Imejte lep dan še naprej, pa se kmalu vidimo, ne. Čau.